Poglejmo si zgodbo o obrazu in pesmi, ki ju milijoni takoj prepoznajo. Ampak razlog za to slavo je nekaj, česar si nihče, res nihče, sploh pa ne sam izvajalec, ni mogel niti zamisliti. Gre za eno najbolj trdoživih spletnih potegavščin, kaj ne? Tista klasična fora vaba in zamenjanje, na katero je padal skoraj vsak, ki je kdaj brskal po internetu. In številke so, naravnost neverjetne. Videospot za Never Gonna Give You Up ima na YouTubeu več kot 1 milijardo ogledov. To je mejnik, ki ga je dosegla le peščica videospotov iz 80-ih let. Ampak, kdo je pravzaprav človek, ki stoji za tem memom? In kako je sploh postal svetovna zvezda, potem pa na vrhuncu slave kar izginil in se vrnil na najbolj nepričakovan način? No, tukaj zgodba postane resnično zanimiva, ker je resnica, poglejte, veliko bolj zapletena kot sam mem. Preden se vrnemo v preteklost, si poglejmo najprej razsežnosti tega fenomena. Vse skupaj se je začelo leta 2007 in dobesedno prevzelo internet. Vse skupaj je res eksplodiralo. Iz ene take nišne internetne šale je zadeva prerasla v pravi kulturni trenutek. Vrhunec, presenetljiv nastop v živo na ogromni paradi in celo glasbena nagrada MTV, ki so jo celoti pognali spletni oboževalci. Noro! Torej, kako se je vse to sprav zgodilo? No, zato se moramo vrniti v leto 1987, daleč pred memom, ko Rick Astley res ni bil nobena šala. Njegova pot se ni začela zvezdniško, sploh ne. Bil je sramežljiv mladenič, ki je v bistvu delal kot vajenec, se učil posla od samega dna, v enem od najuspešnejših studiev tistega časa. In njegov vzpon, to ni bil nek postopen proces, to je bila prava eksplozija. V samo nekaj mesecih od julija 87, ko je izdal svoj prvi singel, pa do začetka 88, je šel od popolnega neznanca do ene največjih pop zvezd na planetu. Številka 1 v 25 državah, 2 singla na prvem mestu v ZDA. Neverjetno! In da si lažje predstavljamo, kaj to pomeni, za nekaj časa je bil preprosto najbolje prodajan glasbeni izvajalec na svetu, ne v Angliji, ne v Evropi, na svetu. Popolna dominacija. Številka je res impresivna. Do danes je prodal okoli 40 milijonov plošč po vsem svetu. To samo kaže, kako ogromen je bil njegov uspeh na samem začetku. Ampak potem, ravno ko je bil na absolutnem vrhuncu, ko je bil kralj popa, je naredil nekaj, kar v njegovem položaju ne naredi skoraj nihče. Pritiski slave so postali enostavno preveliki. Znašel se je na razpotju. Na eni strani življenje pop zvezde, na drugi pa življenje, ki si ga je dejansko želel živeti. Odločiti se je moral med tem, kar vidimo tukaj, neskončnimi turnejami in negativnimi kritikami, ali pa mirnim družinskim življenjem. In njegova odločitev, ki jo je vodila želja po normalnem življenju, je bila jasna. Izbral je lastno dobrobit pred zahtevami industrije. Preprosto. In tako se je leta 1993 Rick Astley upokojil. Star je bil komaj 27 let. V letih, ko večina glasbenikov šele dosega svoj vrhunec, je on preprosto odkorakal stran. Več kot desetletje ga ni bilo na spregled. Zdelo se je, da je to konec zgodbe. Ampak ni bil. Ta grafikon je res neverjeten prikaz njegove kariere. Prvi album, bum, številka 1. Potem album leta 1993 ni se niti uvrstil na lestvico. In potem, poglejte to, leta 2016, desetletja kasneje, spet nazaj na prvo mesto. Res izjemno. In to ni bila neka turneja za stare čase, to ni bila nostalgija, to je bila prava, resnična vrnitev. Album, ki ga je izdal za svoj 50. rojstni dan, je šel direktno na prvo mesto v Veliki Britaniji. To je bil dokaz, da njegov talent in privlačnost nista nikamor izginila. In s tem se krog sklene. Vrnemo se na začetek, k memu, ki ga je predstavil popolnoma novi generaciji. Sprva je bil seveda malo zadržan, ni vedel, kaj naj si misli o tej novi slavi, ampak potem je šalo sprejel. Ko je sam izvedel Rick Roll na paradi, je bilo jasno, da se je sprijaznil in se celo zabava. In prav ta priljubljenost mema je potem uživila zanimanje za njegovo pravo glasbeno kariero. Torej, ključno je to. Mem ga ni spremenil samo v neko nostalgično figuro. Dejansko je ponovno zagnal njegovo kariero in njegovo glasbo predstavil milijonom novih poslušalcev. Ta bizarna internetna šala je na koncu postala katalizator za njegovo drugo izjemno uspešno dejanje. Zgodba Ricka Astleyja je res fascinanten pogled na slavo, preobrazbo in na to, kako ima lahko ena sama pesem več popolnoma nepredvidljivih življenj. In na koncu ostaja vprašanje, kaj ne?
Je bolje, da se nekoga spominjamo po mojstrovini, ki jo je ustvaril z namenom, ali da postane nesmrtni del kulture po čistem naključju.